Živijo, dobrodošli v podcastu Raztezanja, kjer z Gorazdom raztezava najne možgane in se pogovarjava o izboljšanju izkušnje strank. Danes Gorazd naj čaka tema Golden Record oziroma zapis zlatega kupca. Pogovarjala se bo o tem, kako ga ustvarimo, kje nam korist, kje vse smo prikrajšani, če ga nimamo. Pa za začetek, Gorazd, zakaj bi nas ta tema mogla zanimati? Izboljšanje kvalitete podatkov, prva, najbolj očitna. Zdaj, če imamo te podatke dobro urejene, dobro kvaliteto, pa lahko tudi boljšo izkušnje stranke dosežemo, ker znamo boljš personalizirati, boljš znamo segmentirati, ker se nam ljudje ne podvajajo, ponavljajo v različnih sistemih. Lahko tudi začnemo uporabljati mogoče kakšno generativno umetno inteligenco, pa izboljšujemo neko učinkovitost. Čistko, če si predstavljamo, da nimamo v vseh sistemah podvajenih nekih rekordov, imamo lepo urejene te podatke, da čistko matematično je bolj učinkovito, bolj se lahko odločamo, ker vidimo neke trende, mogoče ki nam prej niso bili znani, ker so bili v različnih sistemih neki podatki, ki jih pa na enem kupu vidimo, prihranimo pri samih stroških, to se malo navezuje tisto boljšo učinkovitost, pa dosežemo nekaj, kar se mi zdi kar dosti zdaj pomembno v tem luči GDPR-a in vseh ostalih pravilnikov, ki jih ima Evropska unija, je, da dosežeš zakonsko skladnost. Predvsem vse konsente imaš na enem mestu, če si predstavljaš, da imaš več različnih aplikacij, spletne, mobilne in še neke druge IoT recimo stvari, kjer si mogoče podal določene soglasja, imaš tukaj res na enem mestu. Vse to skupaj pa pol pač pele do večje rasti prihodkov. Saj tako ne bi bilo, no. Cool, pa dajva začeti kar z vprašanjem, ki sva ga dobila. In sicer Peter nas sprašuje, kako naj se podjetje loti uvajanja taktik v e-commerce, kaj je tu Paretovo pravilo, kaj so predpogoji za predlagani scenarij. Torej, 3 vprašanja v enem. Ok. Super, Peter, hvala za vprašanje. Zdaj, verjetno Peter tukaj zanima ta del, kjerih 20% taktik se moraš najprej lotiti, da boš dosegel 80% nekih rezultatov, pa kjer s tiste mogoče malo bolj stvari, ki jih lahko pustiš za na konc. Zdaj, glede na neke statistiko, pa naše izkušnje, pa recimo strankah, kaj zadeve delamo, je definitivno največji učinek pri tem, da znaš delati v bistvu bolj personalizirano, pa bolj segmentirano zapuščeno košarico, se pravi, da znaš dobro upsellati produkte, se pravi, v tekom samega nakupa ali pa po nakupu, pa da znaš ta prave izdelke priporočati. Se pravi, ta priporočilni model. To so te stvari, ki bi se jih prve lotil, moraš seveda imeti za to ustrezne podatke, ampak te recimo upselle pa recommendation modele ali pa priporočilne modele za izdelke lahko potem dodajaš tudi v svoje redne kampanje, ne rabiš pa še vseh teh dejansko trigger-based delati, je seveda pa je to dodana vrednost, je pa tako ena statistika, no, sem prej malo omenil, je, če bi za 5% retention zvečal, se to na prihodkih pozna tako do 25%. Prav, res je pač od industrije malo odvisno, ampak če bi štartal s tem, sem rekel, zapuščena košarica, personalizacija, se pravi produktov, pa boljša segmentacija, pa upsell, evo, to bi bilo tistih prvih 20%. Se tudi naš ta standarden proces uvajanja, če rečeva marketing automationa v e-commerce, predvideva nekih standardnih prvih 5 taktik, ki jih vsakmu vzpostavimo in seveda zbrali smo jih pa ravno po Paretovem pravilu, torej tiste, ki se najbolj splača uvesti. Zdaj, če imate tudi vi kakšno vprašanje, se me pojavilo zdaj, se vam bo pojavilo čez poslušanje epizode, dajte nam ga postaviti. Če obiščete frodix.com/vprašaj, je tam ena forma, kjer postavite vprašanje in ga bojo skušala odgovoriti. Zdaj pa, če greva kar na temo, Gorazd, pa začniva z definicijo, torej kaj je Golden Record? Ja, Golden Record ali pa verjetno še polno nekih imen, ampak danes bom ja to uporabljala, je to predstavlja najbolj popolno, natančno, posodobljeno različico podatkov o določeni stranki. To je tista definicija. Kaj pa to pravzaprav pomeni? To pomeni, da imaš celovite podatke, da imaš res vse podatke o stranki, interakcijah s stranko v enem sistemu, na enem mestu, v enem pogledu. Pol, da imaš te podatke točne, se pravi, da veš, da ni nekih anomalij, da so to podatki, ki jih je, ne vem, sistem tudi preveril, a so to ta pravi podatki, da zagotavljamo točnost. Zdaj, ažurnost, to pomeni, to tem, kar se danes tukaj kar velikrat
na to vračala, je, da lahko v realnem času te podatke dobivaš, določene mere tudi obdeluješ in na njih v realnem času tudi reagiraš z neko akcijo. Andrej, a veš ta golden record, da sva rekla, kaj vse to mora biti? Pa prej sem omenil, da imaš več sistemov, ampak kje pa lahko potem ta golden record zgradimo? Zdaj, omenjal sem več sistemov, malo se že pogovarjal, da je to v večjih sistemih, neki podatki nastajajo v stranki, a to pol v enem od tem sistemu zgradiš, ali je to prav namenski sistem, kjer pol združiš vse te podatke? To je dobro vprašanje, pa zdaj malo je odvisno, o katerem sistemu govorimo, oziroma niti ne sistemu, kot če rečemo CRM, marketing automation, ampak čisto specifičnem ponudniku, ker eni ponudniki to, torej izgradnjo golden recorda 360 profila, tretirajo kot nek svoj USP in dajo to pač v svoje orodje zraven. Ampak zdaj tukaj imamo orodja, ki recimo so CRM nam daje 360 pogled na stranko, MDN kot nek master data management nam tudi nudi svoj sistem za delati unificiran profil, ta je mogoče še najbolj točen. Potem imamo marketing automation sisteme, ki to delajo na nekem drugem nivoju, ampak tudi nekateri omogočajo bolj ali manj napredne funkcionalnosti grajenja golden recorda in pa recimo ta najnovejši igralec tukaj so pa CDP sistemi, kaj pa v bistvu nastal zaradi nekega gapa. Se mogoče je zanimivo, če si pogledava neko to zgodovino. Ne? Torej, jasno, CRM že odkar obstaja ali pa že 15 let govorimo o tem, kako nam bo CRM naredil 360 pogled na stranko in takrat je to dejansko naredil. Torej, je orodje, v katerega spravimo vse podatke, ki so bili relevantni 15 let nazaj ali pa celo 30 let nazaj. Ne? Ampak potem so prišle spletne strani, aplikacije, big data, če ga tako rečeva, ki so jih pa začeli spremljati marketing automation sistemi. Torej, CRM ni bil več tisti sistem, kjer si spremljal, ali pa nikoli ni bil sistem, kjer si spremljal, kaj se dogaja na spletni strani, kaj se dogaja na tvojem blogu, v spletni trgovini in tako naprej. To je pokril marketing automation in torej še nekoliko kasneje, leta 2013, recimo uradno se 2013 začel, ampak nek hype se je začel, ne vem, vsaj 5 let kasneje, so pa prišla orodja CDP, Customer Data Platform, ki pa je recimo trenutno ti standard za marketinški tool, ki ti naredi 360 pogled ali pa za golden record za uporabo v marketingu. Vsako orodje nekaj dodaja, kar torej CDP prinaša več kot marketing automation, je to, da ti omogoča v bistvu v to, kar si rekel prej, pri ažurnosti, v real timeu sprejemati podatke, graditi golden record in te podatke tudi naprej dajati na voljo vsem ostalim sistemom, ki to informacijo potrebujejo. Ok, zdaj si naštel res veliko sistemov. Se mi zdi, da je ta fama v zadnjem obdobju CDP, pa dosti ljudi sploh niti ne zna pojasniti akronima. Ampak recimo, če probaš mal zdaj za lajke, no, ki poslušamo, ali pa tako, ne vem, nekdo, ki se na tako stvar odloča, ali to so verjetno kar velike investicije v tak sistem. Se pravi, kakšen use case recimo bi mogel imeti, da bi rekel, ok, zdaj mi pa to, je to profitabilno, oziroma je nekaj, kar dodaja tisto dodano vrednost, jo preomenila v svojo podjetje, na drugi strani pa ne vem, kaj so mogoče res te sam razlike med CDP-jem, DMP-jem pa ne vem, CRM-jem, res tako, da prava res razložiti, kaj so to neki sistemi, ki se danes v tem marketingu svetu izkušnje stranke pojavljajo. Tako, da je ostati v marketinškem svetu, ne? Ker zdaj, tako kot sem prej rekel, MDM je tudi nek tak unified profile sistem, ampak to dela res izključno za potrebe IT-ja oziroma za tiste uporabnike, ki rabijo samo golden record zapis, ga pa ne rabijo aktivirati. Medtem, ko vemo, marketing rab vedno z golden recordom nekaj delati, ga segmentira, dela preračune na njem, izvaja neke aktivacije v drugih orodjih, torej povezuje orodja med sabo. Tako da ja, eno je DMP, to je v bistvu orodje za marketing, ampak v bistvu bolj za acquisition marketing, torej vsebuje second party pa third party podatki so not anonimizirani, ponavadi imajo tudi neko časovno dobo, dokler, ali pa ja, trajanje, koliko časa so not, recimo 90 dni in uporabljaš jih za povezovanje z drugimi oglaševalskimi sistemi. Ta tip orodja je nekako v odhajanju, zaradi tega, ker se third party cookie ugašajo oziroma zgubljajo relevantnost, je tudi tle manj teh
third party anonimiziranih podatkov na voljo. Potem imamo na drugi strani CDP, ki je pa namenjen first party pa second party podatkom, torej kjer imaš noter osebne podatke o strankah in pa zraven pridneš tudi vse transakcijske podatke in podatke o obnašanju. Ja, lahko rečemo, zakaj pa tega ne bi kar v CRM-ju imel. Torej, eno je, da CRM ni narejen za te velike količine transakcijskih podatkov oziroma podatkov o obnašanju, kjer se res veliko podatkov generira, in pa ni narejen za real-time komunikacijo. Torej, CRM ima ponavadi nek dnevni sync sistemi, za kakšne podatke ima celo bolj redek sync, sploh tiste podatke, ki iz nekega offlinea prihajajo, medtem ko je poanta CDP-ja to, da je res v realnem času se vse skupaj dogaja, kar pomeni, da ko ti kot marketer upravljaš s temi podatki, veš, da so aktualni. Zdaj rekel si, deva en case, torej kdaj je bilo smiselno iti v uvedbo nekega CDP-ja. Čistko, če malo preračunamo, kakšni so stroški res že samim najemom orodja, z dodajanjem novega orodja v neko marteh infrastrukturo in pa pol z implementacijo procesa Golden Recorda in uporabe tega. Tako na grobo bi rekel, da rabiš vsaj 4 neke sisteme, ki ustvarjajo podatke, pa imajo korist pol tudi od tega 360 pogleda, torej da lahko neko aktivacijo delaš. Če rečeva en primer, podjetje, ki ima spletno trgovino, fizično trgovino, torej na nekem ERP sistemu so te podatki, potem da ima mobilno aplikacijo in pa nek marketinški sistem. To je nekako kar minimum, ne. Zdaj vidimo, da nekako tak idealen kupec CDP-ja ima celo 7 plus sistemov, ki jih integrira, ampak se mogoče so še drugi sistemi, ki pa nimajo direktne aktivacije, prinašajo pa pomembne podatke, torej imamo potem še spletno stran, kontaktni center, CRM kot tak s podatki o prodaji, marketing automation sistem. Na koncu lahko vse podatke noter uvozimo, ampak moramo imeti case pa je to, da imaš neko vrednost od teh 360 pogleda v realnem času. Ja, se mi zdi, da zdaj si naštel, tako sicer se sliši, ok, rabiš 4 sisteme imeti, ampak danes, tako ko so ljudje res povezani na tok in tok različnih naprav in kaj vse podjetja uporabljajo za ene sisteme, dosti hitro prideš res sicer na to številko 4, pol je pa mogoče res malo vprašanje, koliko si zdaj neke podatke shranjeval nekam, pa bi mogoče prej mogel mal proces popraviti, pa bi ugotovil, da mogoče ne rabiš tega ali pa lahko to zarešiš na nek drug način, ali pa so tvoji podatki že na vhodu zelo čisti, pa ne rabiš, čisto teh podatkov. Se mi zdi, da vedno več podjetij bo prihajalo sem, da bodo rabili te zadeve. Sej, tako se mi zdi, da bo vedno več teh caseov, ko boš hotel vedeti, kaj se stranko dogaja, sploh recimo, da izkušnja stranke gre v to smer, da želiš biti kot blagovna znamka, nek sopotnik stranke in pol seveda vežeš vse, ali to prek programov zvestobe ali nekih drugih stvari, tudi skozi drug del življenjskega cikla stranke, ki mogoče ni direkt tvoja storitev, ampak hočeš biti v tem kontaktu, veš pa, da to vpliva tiste aktivnosti izven, rečemo tvojega prodajnega dela, pa tudi na to, bo nekdo pa pri tebi kupil ali ne. Ne vem, pogledava en primer čistko, mogoče kaj bi pa zdaj v tem nekem CDP-ju tako mogel biti recimo za nek retail. Ja, da je biti konkretna. Ja, zdaj, če si tako zamislila splošen retail, te osnovni podatki stranke, to je tista zadeva, ki bi pravzaprav iz CRM-ja lahko prišla, bi bili recimo neki podatki, ime, priime, ko se kaj zbiramo, e-mail, naslov, pač lokacija, ampak mogoče tle res podatek naslov, ne lokacija, ki jo daš prek kakšne naprave, telefon, spol, rojstni datum, pa so pa te nakupni podatki ali pa transakcijski podatki, ti rečejo v surovi, raw obliki, in vsa tvoja spletna naročila ali pa nakupi v poslovalnici, ki si tudi prej omenil, vse vračile, menjave, katero plačilno sredstvo si uporabil. Pa imaš pa še lahko neko, rečo temu kategorijo, koliko si bil angažiran, zavzet, se pravi, kaj si na spletu gledal, ne vem, recimo, na katerih produktih si se dalj časa zadržal, na kateri vsebini si se dalj časa zadržal, kjero e-mail komunikacijo, recimo si bral, kdaj si ti v bistvu ta sporočila bral, a si koristil program zvestobe, koliko si dejansko bil v programu zvestobe, koliko teh nekih izzivov si rešil, prek katerih kanalov komuniciraš,
pa recimo neke interese, kjer imaš, ki si jih izrazil skozi recimo katere kategorije storitev ali produktov te zanimajo. Vse to je nekako v vlogi personalizacije, ampak verjamem, da še kaj dodaja CDP zraven. No, tako je, ko imaš enkrat to v CDP-ju, oziroma ko imaš vse te podatke, jih tudi obogatiš, torej dodamo zraven še neke agregate, recimo, torej kakšen pa je lifetime value stranke in to zračunamo iz vseh naročil, ki jih imamo v sistemu. Sploh, če so prišla naročila iz večjih sistemov, je to zdaj še posebej koristno, ker smo to prej teže zračunali, recimo, ne. Ali pa kakšen je povprečna vrednost stranke, kaj so kategorije, v katerih najbolj pogosto kupuje. Torej, še en kup preračunov naredimo iz tega. Pa zdaj sam mogoče, da pokaževa, da je še eno industrijo vzeti, recimo travel, potovanja. 360 pogled na stranko se res razlikuje od industrije do industrije, ker so zahteve, pa kateri podatki so nam pomembni za aktivacijo, so toliko drugačni. Ja, zdaj, če se osredotočva na tip turizma ali pa travel industrije najbolj primerljiv v Sloveniji, se pravi recimo potovalne agencije kot take, pa ta osnovni del podatkov je relativno podoben. Mogoče, če bi imel podatek tudi o veljavnosti osebnega, se pravi dokumenta za potovanje, letopasoš ali osebna izkaznica, a ne bi lahko imel tukaj neke momente, ko nekomu nekaj predlagaš ali pa mu sprožiš neko kampanjo. Drugi del se mi zdi pa, če bi bil tam v nakupih, je pa tukaj o potovalnih destinacijah, se pravi, na kateri destinaciji si bil, kdaj si rezerviral, se pravi, kateri so tvoji tisti termini, kakšen tip sobe, tip potovanja si rezerviral, koliko vas je takrat šlo, a si dal pa tudi mogoče kakšno preferenco, kdaj rajš letiš, bolj na jutrnih letih popoldan, katere atrakcije si ogledal, a veš, kakšen tip potnika si je, te zelo zanima, da si toliko atrakcij pogledaš, ali želiš bolj nekaj izkušnja, pa mogoče malo bolj VIP tretma, kaj si recimo delal v programu zvestobe, če ta obstaja, ali si recimo za neke določene aktivnosti vnovčil te točke, ali si res na neke posebnih, ne vem, mestih to vnovčeval, pa imaš tudi podatke, ki so, ne vem, mogoče za potovanja dosti specifična, sploh tam, kjer je vključeno, so tudi neki obroki, je tudi to, imaš kakšne posebne diete ali ne, ali so kakšne take preference, ne vem, rabiš lažjo dostopno, zato ker, ne vem, pa si je partner, ki recimo pa ne more nekam prideti, pa rabiš dostopne z vozičkom. S tem, da pa pol skozi vso to vsebino, ki jo potovalne agencije producirajo, s tem, da te navdušujejo nad nečem, rečo, da je to nek inbound pristop, pa bi želel vedeti, kaj zdaj uporabnik gledal. Veš ti vse, kaj se je dogajalo, zdaj pa ne vem, gleda recimo potovanja okrog Aljaske, ne vem, Finska, tako, in bi se znal mogoče na to odzvati. Ja, in spet iz posameznih transakcij ti potem v profil pridajo neke preference ali pa odnosi, ama nekdo družino je nima in zdaj potem lahko združiš to, če je nekdo gledal potovanje na Aljasko, veš, če je družina, pa mogoče sploh, če se je opredelil v termin okrog počitnic, veš, da bojo verjetno skupaj šli, boš nekako druge pakete mu lahko ponudil kot za neka individualna ali pa bolj ta adventure potovanja, ne? A je ta del si predstavljam, da je ta res ta dodana vrednost, ker ti, če bi vse te podatke pogledal, a ne moraš biti res da vse povežeš skupaj, težko je to obdelovati, moraš biti res, ne vem, nek data science, neki imeti v podjetju, a ne? In predvidevam, da je to tako tehnološki izziv, vse to pravzaprav speljati. Kako bi se tega v bistvu neko podjetje najboljš rešil? Pa vemo, da v Sloveniji imaš nek primer zatečenih stanj, različne baze, nekaj še iz Excela, v nekih starih legacy sistemih, kjer ni bilo deduplikacije, zdaj imaš tako zanimivo področje, ki štartaš. Ja, mogoče ni tehnološki problem, ne? Ker če rečemo, da vzamemo neko tehnologijo, ki to rešuje, je tehnološko ok, ugotovimo pa, da je organizacijsko ali pa procesno to problem, ne. Sigurno je prvi korak, da eno je, da podatke zbiramo, drugo je pa, da so ti podatki kvalitetni, ne, ker nič nam ne pomaga, če mi naše prodajne agente nagradimo s tem, da bomo pri večini kupcev, ki smo jih nove dodali, imeli njihov email naslov, če potem oni samo zaradi te nagrade, uspešnosti, KPI-ja, kakorkoli upišejo noter email aaf@bbb.si, a ne. Ker potem pač imamo en kup nekvalitetnih, neuporabnih podatkov, pa tako, kot sem rekel, neka zatečena stanja. Ali pa, da mi zbiramo nek podatek,
o mailu pa spet nek naš agent, prodajalec, kakorkoli reče, tega pa ni treba dati. Pač moramo biti vsi on board, da te podatke zbiramo, da so pomembni in da bomo zaradi tega lahko nudili boljšo izkušnjo. Ker ne vem, ravno pri raznih teh programih zvestobe se meni že velikokrat zgodil, kot soglasja pa ni treba dati, saj to brez veze. Potem pa, ko enkrat identificiramo različne vire, ki jih imamo, v njih pogledamo, kere podatke lahko uporabimo kot identifikatorje, torej so to ime, priimek, e-mail, telefon, naslov, davčna številka, pa potem tudi manj eksaktni podatki, torej lahko rečemo tudi IP naslov, device ID, neke vrednosti iz cookiejev, torej da lahko začnemo zbirati podatke o nekom tudi takrat, ko je še anonimen, pa jih potem obogatimo pa z osebnimi podatki. Ko imamo enkrat identificirane identifikatorje, moramo ugotoviti, koliko jih sploh imamo, tako kot sem prej rekel, nič nam ne pomaga, če mi zbiramo e-mail naslov, ampak ga ima samo 10% naših strank v bazi. Pa treba pa definirati pravila, kako se bo to povezvalo med sabo. In tle je spet zelo odvisno od orodja do orodja, kaj nam omogoča. Ampak primer, vemo, da e-mail naslov je sicer super podatek, ampak ni pa nujno unikatni identifikator, ker mogoče mi dva žena uporabljava isti naslov za kakšne namene. Pa potem lahko nastavimo pravilo, kot je podatke s tem, kontakte s tem e-mailom iz različnih virov združi, samo če je enako tudi ime. Ali pa podobne stvari. Ne? In potem, ko imamo enkrat ta pravila, na eno mesto povežemo vse osebne podatke in takrat nam CDP definira nek persistent ID, torej nek ID, ki ga bo ta oseba imela ves čas, na njega pa pripenjamo torej različne ID-je po virih, torej vemo, kater ID ima ta oseba v CRM-ju, kjer ID ima v e-commerceu, kjer ID ima v ticketing sistemu in tako naprej. Torej, da znamo tudi karkoli novega pride, enostavno pripeti zraven. Pol pa jasno, da damo vse te transakcijske pa vedenske podatke, ki jih pa dobimo torej, po različnih sistemih, kjer pa po torej, ID-ju v tistem sistemu dobimo ta podatek. Zdaj nekaj sem načel, torej združevanje podatkov. Eno je, da lahko poteka čist deterministično, torej imamo neka if-then pravila, tako kot sem rekel, če je e-mail isti, združi, če je mobilna telefonska ista, združi, če je cookie isti, pa mogoče ne želiš združiti, ne? Ampak ga pa vseeno uporabljaš kot identifikator, da boš vse podatke z istim cookiejem pri eni stranki trackal. Drugo je pa nek probabilistični matching, torej tam, kjer se dela fuzzy match, kjer boš pa znal prepoznati nekoga, tudi če bo imel naslov napisan Celovška cesta, pa v drugem viru bo Celovška c. pisal, bo ta fuzzy matching z nekim procentom verjetnosti ugotovil, da je to verjetno gre za isti naslov, posledično isti kontakt in jih združil, kjer se potem postavljajo pravila, koliko visoka podobnost mora biti, da boš te kontakte iz različnih virov združeval. Pa zdaj do nova res sem tako govorila čisto tehnično, kaj se dogaja, a imava par primerov iz prakse. Kaj lahko podjetja, ki imajo Golden Record, delajo, ki sicer druga ne bi mogla, ki ga nimajo? Ja, zdaj prej greva na te primere, ki nekih tle v glavi. Mislim, ja, veš, kaj si zanjčo menil about you. Ja. Oni pa verjetno delajo ta fuzzy matching. Veš, v enem delu so predvidevali. Najverjetneje. Plus, vse to je določeni CDP, ti gradijo celo dva profila vzporedno. Torej, enega, ki je točen, pa ga lahko daš tudi v ticketing sistem, upaš si ga tudi v ERP. V ERP-ju uporabljati kot vir za updatanje. Druga je pa tisti manj točen, ki je pa čisto ok, mogoče za marketing, pa za retargeting, kjer ni zdaj tak problem, če boš hkrati možu pa ženi kazal iste oglase. Torej, kjer je verjetno za napake, kjer so napake bolj sprejemljive. Ja, ne, sej razumem, ta del je, pač želiš kontekst povečati, ampak nisi nujno vedno 100% zadev. Si pa še vedno bolj personaliziran, kot pa, ali pa bolj v nekem kontekstu, kot pa, če ne bi čisto nič uporabil. Tako je, marketerji želimo rezultate, želimo biti hitri, želimo aktivirati podatke. Ja, sej sva bila prej par Pareto 20-80, včasih je tudi tukaj kakšna taka stvar, ki ni vse pixel perfect. Zdaj, če greva na te primere, se mi zdel tak zanimiv primer je Ferrara,
To so te proizvajalci največjih na svetu sladkarij in pri njih zdaj, a ne, to ljudje kupujejo v poslovalnicah, v trgovinah, te sladkarije in so ugotovili z uporabo CDP-ja pravzaprav en tak zanimiv trend, da se troli, se pravi te sladkarije, troli, pa nek taki gumi, neke sladkarije, bombončki, zelo povezujejo z gaming industrijo. In pa so to, ker so to zaznali, da je to zelo tako blizu na grafih, rečejo, da je nek trend pokazal CDP, so pa na podlagi tega naredili aktivacijo, neko kampanjo, ne vem, šli do influencerjev, šli do teh gamerjev, na Twitchu sponzorirali določene stvari. Se mi zdi, ta del so tako izkoristili, ni vedno samo mogoče, to se je zgodilo, ampak so res pritegnili neko nov audience, ki mogoče prej niti niso se zavedali, da obstaja, tam. Ta del se mi zdi zato zanimiv. Drug je tak, rečva banka pa druge stvari iz finančne industrije, kjer pravzaprav mi uporabljamo danes, ne vem, dnevno kartico in delaš neke transakcije. Na drugi strani lahko uporabljaš, recimo, zadnjič sem omenila pri zavarovalnici Drive, pa lahko uporabljaš neko aplikacijo programa zvestobe od banke, ki bi recimo neki. In zdaj to združuješ skupaj. Tle se mi zdi, da ima ta CDP mogoče še malo bolj tehničen, ker en primer sem zadnjič imel, ko sem po dolgem času nekaj nakazal na en tuj račun in tako, ni 3 minute, dobim klic iz Ljubljane, pa je tako, ok, kaj pa je? In tako, ja, dober dan, ta iz banke sem sam zanima me, a ste vi zdaj naredili to pa to? In tako, ja, no, to je to, kar nas je zanimalo. Hvala. In, a veš, se pravi, ta akcija, se pravi, v realnem času, se pravi, ne vem, 3 do 5 minut, je bil zgrajen nek tiket nekomu v klicnem centru, da sem jaz nekaj naredil drugače kot običajno, se pravi, spet neka akcija. In zdaj več kot teh stvari imaš, zdaj to je bil primer, res ta klic ti povečuje varnost, da se ne bi zgodilo, lahko bi mi pa, ne vem, naslednjič predlagali, verjetnost je velika, da glede na to se neke stvari kupovali s potovanjem, vam pa ponudimo, ko greste, ne vem, nekam, pa nek poseben paket ugoden za v tujino, kjer vam, ne vem, pa recimo za 100, zdaj 14 dni SMS-e pošiljamo, zato da vam ne bi, ne vem, v neki državi pa ukradali kartice ali pa to. Pa recimo, da prej tega nisi imel teh SMS-ov. Tako, eno se te kritične stvari se že skomunicirajo v realnem času do te prave osebe, do nekega agenta. Ravno to, da si ti dvignil mogoče v tujini, je pa lahko tudi informacija za marketing, da reče, mi banka imamo pa tudi zavarovalni produkt za turistično zavarovanje, odgovori na SMS da oziroma push notification v aplikacijo, kjer lahko aktiviraš zavarovanje za tujino, ali pa zavarovanje denarnice, ali pa spremeniš paket, da boš imel več brezplačnih dvigov v tujini. Vse take stvari, ki prej iztrajali dneve, da so prišle do marketinga. Ja, niso bile več relevantne takrat informacije, ki si ti mogoče že nekam šel. Ta tretji primer se mi pa zdel zanimiv, predvsem iz tega vidika iz količine podatkov. Recimo imamo primer, da zdaj je vedno več pametnih hiš, ali pa ne ravno pametnih hiš, ampak HEMS-i so neki sistemi, ki jih daš na hišo, pa znajo pametno upravljati energijo, se pravi recimo od sončne elektrarne, kaj jemlješ iz omrežja, kaj nazaj daješ, če imaš električen avto, še da to polneš, pa neko tvojo redno porabo. Če si predstavljamo, da ne vem, vsako minuto ali pa na 15 minut se izmenja zelo veliko podatkov o tem, koliko ti energije porabljaš, koliko elektrike jemlješ iz nekje. In če znaš to povezati v neke, rečemo, anomalije zaznati, se pravi neke spajke, in povezati, se pravi, še podatke od tega uporabnika, kaj on vse od produktov ima, bi lahko predvidel, temu uporabniku, pa na drugi strani imaš nek shop z nekimi produkti, lahko ponudim pa bolj učinkovit nek sistem, recimo boljšo pečico, ker vidim, da vedno, ko začne kuhati, je pa, ne vem, resen full velik spike, ali pa mu ponudim boljšo klimo, ker ogromen energije takrat porablja. A veš, imaš tudi neke podatke, da potem na drugi strani lahko izkoristiš to v marketinške namene. Poleg tega, kar si rekel, da bi recimo neke notifikatione lahko pošiljal, ja, zdaj vam je pa poraba toliko in toliko zrasla, ali pa bi mogoče to tudi marketinško izpostavil, rekel, v zadnjem obdobju imate neke, ne vem, opažamo deviacije od tistega, kar ste imeli prej,
tukaj vam predlagamo še 2 senzorja, brezplačno, da ugotovimo to. Ok, boš dobil še dodatne podatke, ampak na te podatke bo znal pa pol mogoče še boljšo ponudbo za stranko pripad, pa boš mogoče rekel, da vi pa rabite malo večjo sončno elektrarno, zato ker, ne vem, bi bil to za vaš nek boljši fit. Se zelo podobno je pa pri telkotih, ne? Če znajo oni spremljati, kaj jaz gledam na televiziji, pa mislim, da imajo vsi telkoti danes tudi neko spletno trgovino s svojimi stvarmi, ne? Lahko tukaj, če veš, da jaz spremljam šport. V športu recimo največ tega, ne? Torej, nogomet, vem, kdo igra, mogoče ugotovijo tudi, za koga navijam, mi lahko kažejo superge od znamke, ki sponzorira mojo najljubšo ekipo. Tam pridemo še pol do te zanimivosti, da televizijo ne gledam samo jaz kot naročnik, ampak televizijo gleda cela družina in potem začnemo v CDP-ju graditi tudi neke te entitete, kot kaj je družina, kdo pripada kam, kakšni so njihovi odnosi. In zdaj večina set-up boxov za gledanje televizije danes omogoča izbiro profila, torej da se ve, kdo v tistem trenutku gleda. Jasno, če je dosti velik benefit, da jaz preklapljam na otroški račun, pa na svoj račun, pa na ženin račun, recimo. Netflix ima dosti velik benefit, mogoče čisto vsi telkoti pri nas pa še nimajo tega, da bi res neko personalizacijo delali na ta račun. Ne? Se strinjam. Zdaj si omenil že ta grajenje tega, da zaznaš, da je družina, da vse to. A ta del bi lahko rekel, ne vem, da je to že podprto s pomočjo umetne inteligence, pa mogoče malo čistko, če razmislva, kje bi pa lahko neko generativno umetno inteligenco pa uporabil zdaj na tem Golden Recordu? Se mi zdi, da za grajenje Golden Recorda rabimo predvsem machine learning sisteme. Ja? Torej, ves ta fazi matching se dodaja čez machine learningom, ki ga tudi sami natreniramo na svojih podatkih, ki smo jih na roke potegali. Veliko segmentov, ki jih delamo v CDP-jih, so spet narejeni z machine learningom. Zdaj, kjer pa pride generativna umetna inteligenca v igro, je pa ravno v tem, da mi imamo dober 360 pogled na stranko, ki ga lahko ponudimo large language modelu, torej generativni umetni inteligenci za obdelavo, ker to, kar je nekako danes premisa, ideja je, da v prihodnosti, pa tudi že danes ni, torej ni pomembno, kater LLM model jaz kot podjetje uporabljam, pomembno je, kakšen kontekst, kakšen profil stranke mu lahko ponudim v obdelavo. Ne? In zdaj, če bom jaz imel več podatkov o stranki, bolj celovite, bolj točne, bolj kvalitetne, bo lahko output large language modela povsem drugačen, kot če jaz uspem navršiti noter samo nekaj podatkov iz enega sistema. Tako da predvsem v tem vidim vrednost povezovanja Golden Recorda pa generativne umetne inteligence. Super. Se mi zdi, da sva malo o tem, kje bi generativna umetna inteligenca kaj lažje delala v preteklih epizodah govorila. Dal tudi link na tisto, bomo dali v opis, da si lahko pogledate, ker zdaj, če to dvoje nekako združiš skupaj pa poslušaš, mogoče dobiš še malo več ideje ali pa malo več konteksta o tem. Da se danes sva res veliko povedala o CDP-jih in da bi ljudje radi verjetno tudi kaj prebrali ali pa si tako da na Frodexovi strani, če greste pod dokumente, je en priročnik za CDP, ki jaz mislim, da si ga ti napisal. Ja. Tako da bova dala tudi link, da boste točno lahko najdeli, kje to je. Zdaj, danes sva odgovarjala na Paretovo pravilo pri personalizaciji, tako da super vprašanje, še enkrat hvala Petru. Zdaj, dajte se še drugi opogumiti, pa vprašajte. Verjamem, da so veliko stvari danes načela, pa so mogoče kakšne nejasnosti in tako, kot je Andrej tudi rekel, ne sam sprašovati, lahko tudi komentirate, pa bova to vzela tudi kot komentar, tako da dajte vprašati. Hvala vsem za poslušanje, dajte nama kakšen like na YouTubeu, na Apple Podcast, na Spotifyju, skratka, kjerkoli naj jo poslušate, ful nama pomeni, če stvari polajkate, pokomentirate ali pa delite s svojimi prijatelji, znanci, ki bi jim tudi priporočili ta podcast. Hvala Gorazd in čau. Čau.